Zdaj bojo pa kmalu krave lahko šle na pašnik, ne? Se spomniš, kdaj je bilo lani? Ja, lani je bilo tako okrog 15. marca, nekaj tega. Še malo pa bojo šle. Danes je sicer bolj slabo vreme, ampak trava pa raste. Ene že ven gledajo, tako da bojo kmalu šle. Ja. Zdaj, ko bo trava rasla, bojo malo zavohale to travo. Gremo pogledat, ja. Na ekološki kmetiji Žnidaršič redijo 120 govedi, rjave in lisaste pasme, od katerih je 50 molznic, ostalo so mlade živali in biki, ki jih pitajo do končne teže. Obdelujejo nekaj manj kot 90 hektarov kmetijskih površin, na katerih si pridelajo vso krmo za živali. Sporedno so se površine povečevale glede na velikost črede. Na to smo pa tudi prišli v ekološko kmetijstvo in tam je bilo pa najbolj enostavno, da pač so krmo pridelamo doma in tako smo tudi potem začeli nekje planirati, načrtovati kolobar, tako da prek kolobarja nekako dobro krmo oziroma dobri krmni obrok za krave doma pridelamo. Na Žnidaršičevi kmetiji so leta 2000 zgradili nov leseni hlev, v katerem se živali zelo dobro počutijo. Izhajali smo z neke prakse na kmetiji, tudi lokacije kmetije, tudi smer neba, kako da bo hlev po zimi tudi dosti osvetljen, da bo poleti nudil senco, da bo zračen, da ne bo noter slabega zraka, da ne bo kakšne bolezni zaradi tega. In to so bili te neki osnovni pogoji. Potem smo rekli, radi bi hlev, ki ima veliko lesa. To se pravi, da ta ogljični odtis hleva, ki se takrat še tudi ni tako imenoval praktično, da je ogljični odtis tega poslopja čim manjši. Predvsem tudi zaradi tega, ker imamo občutek, da se bo v bodočnosti še kaj spreminjalo in hlev, ki je enostavno zgrajen, ga je tudi na nek način lažje spremeniti, če treba glede na tehnologijo reje. Tla v hlevu so polna in iz litega asfalta, čistijo jih s pehalom. Pod hlevom je gnojišče, ampak brez rešetk, to pomeni, da je klima v hlevu boljša in tudi krave se malo bolj počutijo zaradi tega. Hlev je tudi bil dimenzioniran na ta način, da za molžo v molzišču, ne toliko za robotsko molžo, ki takrat tudi še ni bila tako spoznana. To pomeni, da ima v zadnji 2 vrste ležalnih boksov, v spredi je krmišče in krave zjutraj, ko mi pridemo v hlev ali pozno popoldan, praktično te pregrade zapremo in krave avtomatsko čez molzišče pridejo do krmilnega mesta, kjer jih pa čaka nov obrok. Tako je v molzišču zelo enostavno delati, ni treba nekaj preganjati krav, to se pač dogaja samo od sebe. Tako da s tem smo zelo zadovoljni. Žnidaršičevi so hlev zgradili tako, da je južna stran hleva odprta, kar ob zadostni svetlobi, ki ugodno vpliva na plodnost in počutje, omogoča nenehno neposredno opazovanje živali, čemur dajejo na kmetiji poseben poudarek. In tudi, da ne obremenjujemo sebe in živali z recimo neko moderno tehnologijo, ampak hočemo nek način čim bolj enostavno. To je ta beseda, ki se zdaj imenuje trajnost, da tudi ogljični odtis oziroma da v hlevu ne uporabljamo nekih baterij, nekih senzorjev, neke elektronike, ki je slej ko prej odpadek. In tudi imamo občutek, da ekonomsko je pač bolj enostavno, da mi to fizično pogledamo, ko pa da neke podatke vnašamo in potem s tistega pač razbiramo. Ta sistem reje to omogoča. Če bi pa prišlo mogoče do večjih količin, večje število krav, je pa potem verjetno ta zadeva več ni obvladljiva na ta način. Tudi hlev kmetije Žnidaršič si je pred izborom za najhlev ogledala in ga nato ocenila strokovna komisija. Vsi smo bili enotnega mnenja, da gre za primer hleva na ekološki kmetiji. Vidite, da je hlev enostaven, ampak zagotavlja vse vidike dobrega počutja, vse standarde, ki se pričakujejo v zvezi z ležalnimi prostori, z krmilnimi mesti, blatni hodniki so dovolj široki. Prisotnih ni bilo nobenih poškodb, nobenih oteklin, parki so bili v dobrem stanju in tudi vidite, da krave imajo rogove, pa kljub temu ni bilo prisotnih poškodb.
Poleg tega na tej kmetiji, ker imajo pač ekološko kmetijo, prakticirajo pašo, živali imajo dostop do izpustov. Kar nas je tudi navdušilo, je to, da hlev je zračen, svetu, kljub tomu, da je zelo enostaven, ampak je zračen, ima primerno mikroklimo. Teleta so bile v idealnih pogojih, z veliko slame, v suhem prostoru, z dovolj prostora, ravno tako tudi mlada živina, telice in pa pitanci imajo res veliko prostora za gibanje, za počivanje, za izražanje normalnih vzorcev obnašanja, dostop do vode, tako da napajalnih korit je tako v hlevu za krave muznice, kot tudi pri teletih, telicah in pri pitancih bilo dovolj. In tudi ta hlev, kjer so telice in pitanci, je zelo zračen, prostoren, z izjemno veliko kvalitetne na kmetiji pridelane slame. In pa seveda navdušila je komisijo v celoti ta zaprt krogotok hranil. Na tej kmetiji vso krmo, tako energetske kot beljakovinske komponente v celoti pridelajo na domači kmetiji, sprav ni potreben nobeden dokup beljakovinskih ali pa energetskih komponent, dejansko kupuje samo mineralno-vitaminske dodatke, vse je pridelano na tej ekološki kmetiji. Žnidaršičevim kmetija omogoča 2 delovni mesti, saj je že skoraj 20 let zaposlena tudi žena Bernarda, ki se je na kmetijo primožila pred 24 leti. Vmes so prihajali otroci, imava 4 otroke, 3 hčerke in pa sina. Hčer in sin sta že študenta, potem pa imamo še dijakinji. Delo se mi zdi, da je res tako eno sproščujoče, sem se našla v tem poklicu. Zelo zavzet je sin, on res že naredi veliko dela, sploh poljedelstvo mu leži, ker je pač veliko strojnega dela. V hlev pa tudi rad stopi in nakrmi naše kravice, tako da je pomoč. Pomaga pa tudi hčerka Ana, ki že tudi nadomešča mene, če me kdaj ni doma, tako da pomolze krave. Ta mlajši 2 pa tudi ni problema, sta za pomoč. Ob delu z otroci in gospodinskem delu sta najpogostejši zadolžitvi Bernarde Žnidaršič, moža na muzišču Ribja Kos 9+1 ter administrativna opravila. Življenjske odločitve za delo na kmetiji ne obžaluje. Žal mi ni, to vsekakor ne. Res je od začetka bilo mogoče to malo drugače gledano, tudi strani mojih vrstnic, a greš na kmetijo, pa tako, ampak ja, jaz sem to vztrajala in se mi zdi, da je ta poklic čedalje bolj spoštovan in tudi v javnosti bolj prepoznaven. Ko smo ženo začela skupaj ustvarjati, dejansko smo imela manjše cilje. Nismo imeli tako velikih ciljev, ker v tistem obdobju si nisi mogel kar tako predstavljati, da bi z neki 12 krav potem ratalo, ne vem, 120 glav. To nismo imeli take vizije. Videli smo to v tujini, ampak je pri nas je bilo takrat to nemogoče. Situacija je šla zelo hitro, spremembe so prihajale. Zdaj, če nazaj pogledam, bi skoraj rekel, da skoraj ne morem verjeti v tako kratkem času. Veliko seveda smo naredili v kmetijstvu napredka, veliko dela nas še čaka, zgodba ne bo nikoli končana. Bi pa rad si želel predvsem poenostavitve sistema. Ne vem, zdaj kmetje nasplošno imamo občutek, da niti ne moramo več slediti vsem tem spremembam, predvsem tisti, ki so mogoče starejši, mlajši še nekako ali pa tudi ne. Sistem je rato izjemno zakompliciran, zahteve so čedalje večje, že sama reja, že ne vem, delo na njivi, tehnologija, zakonodaja, potem ta vsa plačila, kandidiranje na razpisu. Tako da enostavno, ko včasih nekomu razlagamo našo zgodbo, niti nas ne more razumeti. Tako da jaz pričakujem, da bo v bodoče moglo priti do poenostavitve postopkov, tako da bomo kmetje lahko spet delali tisto svoje delo, ki ga radi upravljamo. To se pravi delo z živino, delo v naravi, načrtovanje,
Pa eno sigurnost bi si želeli. Kljub temu, da so klimatske spremembe, bi si želeli eno sigurnost. To se pravi, da nam nekdo te nesreče, ki nas doletijo, suša, vročina, neurja, da nam nekdo na nek način pomaga to prebroditi. No. Saj konec koncev predelujemo hrano. Ne? Brez hrane enostavno nobena država, noben narod ne more preživeti. Ok, tako, za začetek blagoslovljene velikonočne praznike in pa kot obljubljeno smo rekli, da bomo na koncu današnjega videa izžrebali nagrajenca za našo kapico. Sodelovalo je več kot 150 udeležencev, bilo je zelo veliko pravilnih odgovorov, tako da v bistvu zdaj bomo mi to izžrebali, pa da vidimo, kdo je ta srečen nagrajenec. Tako, evo ga. Iskrene čestitke Benjamin Špilerju, za ostale informacije vas bomo pa mi kontaktirali.